Vedeti moš neki, ne, tudi če neki posnet, ne, da tistim, kar rečno stoji. Ja. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. A bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Imamo tokrat Cveto Šumec, pravilno, bivši namestnik poveljnika Gasilske zveze Ljubljana, predtem še tudi poveljnik, dolga leta v gasilstvu. Cveto, živijo, hvala, da si se odzval na povabilo. Živijo, hvala za povabilo. Ja. V bistvu, deva, jaz sem se nekako zamislil, ker lahko veliko preberemo na internetu o tebi. Slišimo, si bil že na kakšni radijski oddaji in v medijih si že bil parkrat izpostavljen, kljub temu, da ti praviš, da to ni tvoja number one zadeva, ki si jo želiš. V bistvu sem razmišljal, če greja malo bolj v podrobnosti, malo bolj mogoče za strokovno javnost narediva ta pogovor in se dotakneva v bistvu tvojega preteklega dela v Gasilski zvezi Ljubljana, iz vidika, kako si postavil, vemo, kaj je enota za podporo vodenju, pa logistična enota. Elo, tako. Pa me v bistvu zanima, kako se kaj je EPV, oziroma odkje je prišla ideja, da rab Ljubljana kot glavno mesto, kot Gasilska zveza glavnega mesta, javna gasilska služba, da potrebuje neko enoto za podporo vodenju. Kako si ti, ker pravijo, da si kind of oče, ne? Mislim, to drugi pravijo. No, pol pa to drugi pravijo, tako je. Kako je prišla v bistvu ta zgodba na plan, ta enota za podporo? Tako, ideja o tem se je rodila tam, mislim, 2006. Oziroma takrat mi je bila zaupana ta ideja, no, in sicer na oddelku za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana. Pač kot neka potreba ali pa kot nek korak k izboljšanju mogoče tega dela operativnega dogajanja, ne, se pravi vodenja, pa podpore vodenju. In sicer bila ideja v nekem, da bi pač imeli neko vozilce, malo prilagojeno temu. Takrat so bile v štartu razmišljali, da bo to neko večnamensko vozilo, ker bi, ne vem, danes lahko z njim vozil šotore, jutri bi se šlo tole, pojutrišnjem bi pa, ne vem, 10 potnikov ali pa 8 potnikov. Ja. Tako sem se pa začel s to mislijo malo ubadati, seveda tudi iskati, kako so te zadeve rešene v tujini. Hitro trčiš na neko kruto realnost, a ne? Ampak, tlete lahko prekinem, s kje si največ črpal, mogoče to enota za podporo vodenja? S kje si mogoče največ nekih črp potegnil? Pod črto potem ugotoviš, da največ je bilo domačih idej, lastnih idej. Ne samo mojih, tudi mojih kolegov. Ampak, namreč zakaj začel sem s tem, da pač v tujini trčiš ob neke megalomanske projekte, ki so finančno bili v tistem trenutku, pa so mogoče še danes v našem okolju vzdržni. Tako da smo začeli to nekako izumljati, urejevati, kakorkoli. Kar malo od začetka. Nekaj smo si zamislili, nekaj smo postavili, neko idejo, sprva idejo. Ja. No, potem smo se še s predlagatelji o tem pogovarjali in na koncu smo prišli do tega, da pač začeli se pa z vozilom, ne z ekipo. No, vse to je bilo. Ker včasih nisem prepričan, če je to prava pot, ampak tukaj pač kakorkoli na koncu je izkazano, da zadeva funkcionira. Skratka, zamislili smo si neko vozilo s tehničnimi pripomočki za pač to vrstne dogajanja in smo potem začeli graditi ekipo na osnovi ideje. Zdaj, 2007, po moje, so stekli bolj postopki javnega naročanja. 2008 se zadeva fizično tudi začela dogajati in je bilo, mislim, da v marcu 2009 je bilo vozilo že prvič potem uporabljeno. Mogoče kot zanimivost, 2010-2011 lahko zasledimo v naših strokovnih gradivih se je začel pojavljati IPS sistem v Sloveniji, oziroma ICS. A je to povezano z EPV?
Mislim, povezan ni v smislu, da bi se kaj dogovarjali. Ja. Zadeva je bila vzeta iz tujine. Mnogo je akterjev tega projekta. Okay. Medalje si pripenal, ampak v redu. Okay, super, zadevo imamo. Tako je. Okay, zdaj, zanima me v bistvu, kaj je sploh naloga EPV, kje EPV prevzame. Okay, ne gre zdaj v to specifiko, kakšni so dogovori, ampak bolj iz vidika, kaj lahko nudi ta enota, zakaj je ta enota v bistvu bila ustanovljena, z vidika, ne vem, česa ni bilo, da se je pa bolj pojavila potreba. Ja. Zdaj, predtem, tudi še danes je marsikaj tako, to je pač stvar potem posameznikov. Drugače tako, vedno je v gasilski hierarhiji imamo pač, ko se neki izreden dogodek odvija, imamo nekega vodja intervencije oziroma v večjih dogodkih je to pač neko štabno vodenje. Skratka, pojavljalo se je, da je v veliko primerih zadeva slonela na eni osebi. Ideja je bila to osebo razbremeniti, kar se tiče samega gasilskega dela. Zdaj, kako pa to zadevo lahko dojema javnost, najbolj, da kar kakšen primer iz prakse damo, v javnosti za javnost je pa to doprinos neki organiziranosti. Se pravi, ne vem, mogoče stvari tečejo malce manj konfuzno, vse na vides. Skratka, prišli smo do tega, da pač potem stvar ima neko obliko urejenosti, je pa res, vedno to izvedemo ljudje. Tukaj imaš ti lahko ne vem kakšno tehniko, če ljudje izvajajo neke solo akcije, zadeva na poteku. Ampak to gre potem za prilagoditev. Tukaj se moramo včasih malo s svojim egom kaj pogovoriti. Marsikdo od nas. Lepo se je. Lepo. V bistvu zdaj ta enota EPV, to je zdaj v bistvu nek kombi, kjer imaš noter neke operaterje, ki delajo kaj? Oni v bistvu kaj? Pobirajo podatke in potem vodi intervencije. Sklepam, da je to ta oseba, na katero se prej silo, oziroma ne, to vodja zmene bil, kdorkoli pač vodi intervencijo, takrat v tistem danem trenutku. Kaj te ljudje sploh počnejo? A oni nudijo podporo iz vidika, ne vem, podpora vodenju, da mu malce rihtajo, pa sendviče režejo, ali mu podatke provajdajo, priskrbijo? Ja, zdaj, v bistvu vse to, kar si naštel, kar pa še noter, se pravi, vozilo v osnovi je pač nek furgon, nek kombi, ki ima, ne vem, je opremljen z nekaj računalniki, sredstvi zvez, neko programsko opremo, ki služi za spremljanje, za beleženje, za prenos komunikacij in tako naprej. Osnovna ideja je bila, da ne da nudijo samo podporo vodji, ampak da v bistvu skrbijo, če temu tako rečem, skrbijo tudi za pripadnike sil zaščite in reševanja, ki na terenu na raznih točkah nekaj izvajajo. Se pravi, kaj hočem povedati, vodja intervencije ne more imeti vseh na ušesu, ne more slediti, kaj se povsod dogaja. Medtem ko, če to razdeliš na 4-5 operaterjev, je zadeva lahko bližje temu. In obstaja neko napačno mnenje včasih tudi v naših vrstah. EPV zdaj nekaj vodi, ne vodi ničesar. Vedno ima vodja intervencije svoje pristojnosti, enota za podporo vodenju mu je support. In samostojne odločitve ne moreš prenašati na operaterje in jim s tem naložiti neko odgovornost. Enostavno ni fair. Lahko pa rečemo, da tudi ni skladno s postopki, ker danes smo ljudje obremenjeni s tem, kaj je napisan, da je norma. To iščemo vajce, kje bomo koga zdaj za kravatic sparili, tam ne spati vajcev pozam. Tako da, jaz vseh zadev se lotil pač vedno v življenju tako, gledati z nekimi človeškimi očmi, z neko mero empatije pa razuma, ne zgolj. Vse mogoče se komu ne bo zdelo v redu, ampak jaz pravim, da
so postopki napisani zato, da se potem lahko za ušesa vlečemo, ne. Kdo se česa ni držal, ne. V prevodu bi rekel za bedake, ne. Ker ne morajo sami razmišljati, ampak morajo to nekje prebrati. Ne. Navodila za uporabo. Recimo navodila za uporabo, ja. Tako da, s tem smo danes kot družba kar malo obremenjeni, ne, ali pa bolani od tega. Tako da, če bi se držali samo zdrave pameti, bilo kar boljše. Predvsem bi šle zadeve reči. Ampak okej, kakorkoli je, to je. To se nam dali doma. Točno tako. Skratka, tam potem, ne vem, lahko operater na nekem spektorju, na nekem delovišču, ne, spremlja dogajanje, zgolj radijsko, ne. Ja. In pač, če zazna mogoče neko težavo, ki nekdo drug ni zaznal, ne, lahko upozori na to vodjo in se potem on odloči zdaj kaj, bo zdaj tam skušal razčistiti to situacijo ali bo pustil, da bo informacija po drugi poti prišla do njega, skratka, več je teh štorij, ne. Seveda, ni zgolj to, potem tudi, ko se nek dogodek zaključi, je vedno en kup nekih statistik treba skupaj spraviti. Vedno potem, ne vem, zbiramo neke zadeve za poročila, včasih tudi že med samim dogodkom, pa ne bojo to potem poročila, ki jih nekdo predstavi medijem, ali pa, ne vem, županu, komorkoli, ne. Ja. Skratka, pač, tako je. Skratka, te zadeve je dobro imeti. Včasih dobro mnenje, to zdaj delamo zaradi medijev, ne, to delamo vedno tudi zaradi sebe. Imeli smo v zgodovini tega delovanja te enote, ne, tudi primere, ker bo treba po arhivih iskati za nazaj, ne vem, ali so gasilci tistega pa tistega dne, tistega pa tistega leta posredovali tam pa tam, zato ker je recimo preiskovalec zavarovalniških goljufij iskal nek primer in je bilo kasneje ugotovljeno, ne, da je šlo pač za nek poskus goljufije. Aha, dejansko. Ja. Zanimivo. Tam se nismo pojavili tistega pa tistega dne, ob tisti pa tisti uri, ne. Prav. Je bil nekdo preoblečen v gasilce, ali pa je ni bilo, ne? Ja, kakorkoli, ne. Ja. Vse viš, kako je to danes, ne. Eni pravijo, poskusiti ni greh, ne. Tukaj je zdaj spet moje razmišljanje, malo odstopa od tega, ne. Če se sam pri sebi odločim, da nekaj ni v redu, potem je tudi poskusiti greh, ne. Ja. Ampak tukaj se vsak zase odloča. Ja. Naslednje vprašanje je, kako, na kak način, oziroma koliko je ta enota EPV, je bila tudi že v tujini na raznih misijah, pomočeh v sklopu nekega, bom rekel, ne bataljona, ampak nekega sestava, ki je nekam šel pomagati, ja. In to je Bosna in podobno, in te poplave pa to. Zdaj me zanima, koliko je ta enota prilagodljiva oziroma univerzalna, ali je samo prilagojena delu GZL, ali se da tudi odpeljati, recimo bom čisto dal banalen primer, požarje na Hrvaškem, oni nimajo dovolj štabov, kakor zdaj se izmišljujem, in oni rečejo, bi lahko bil Istro pripeljali EPV, da bi kvazi vodil. Ok, tle je jezikovna barijera, pa to pustim, ampak koliko je, ne bom Slovenije spostavljal, ampak koliko je tle ta enota sposobna se prilagoditi, koliko je tega lufta? Nek manevrski prostor je vedno. Dejstvo je, da smo v začetku je bila sploh pripravljenost na to večja, smo skušali s tem seznanjati, ne vem, tudi druga okolja v Sloveniji, recimo, en tak tipičen primer, kjer so ta način povzeli in ga uporabljajo, je Gasilska zveza Žalec. Tudi v Gasilski zvezi Črnomelj, recimo, smo že te zadevice skupaj delali. Medtem ko so tudi okolja, ki tega ne bi se šla. Ali pa jim ustreza tako, kot imajo. Ok. Tisto, kar imajo, so si pač postavili, če so s tem zadovoljni, super, ne? Ja. Se v končni fazi delujejo za svoje okolje. Tako da smo potem s časom prišli od tega, da je v osnovi ta enota namenjena pomoči in pa skrbi za ljubljanske pripadnike, ki nekam gremo, Okay. Ali nekje znotraj Slovenije, ali nekam ven, ne, se pravi v tujino.
ker se pravi, Ker poznaš svoje enote, ne. dovzetnost okolij je zelo različna. Ne. Imeli smo primer tudi, ne vem, ki smo mogoče tudi v nekem prevelikem lastnem žaru, da bi pač skušali nekaj pomagati, ponudili ob nekem dogodku, nekem pomoč, ne, pa je tamkajšnji vodja zadevo zavrnil, ne. Ne rabimo jih. Ok, kasneje razmišljaš, mogoče je dobro, zato ker v tem okolju nismo z gasilskimi enotami sodelovali in bi bili nek tujk v sistemu in na izrednem dogodku se tega učiti pa privajati ni primerno, ne? Ja. Zato je čas prej. No ja, zato moraš pa pomisliti na to, da je prej. Tako da, in tisti, ki so, bomo rekli, zaznali tudi, ne vem, iz raznih informacij, ki so v javnosti, morebitno korist za njihovo okolje, če nas je nekdo poklical, smo se vedno odzvali in tam, ker je bila želja, smo pač zadevo nadgradili. Tudi recimo, ne vem, da zadnji tak primer je bil par let nazaj v Kopru, ne, na obalni regiji smo tudi preigravali neke scenarije skupaj z gasilsko brigado Koper in pa z društvi obalne regije in imamo tisti, da so šle zadeve v redu, oziroma so tudi dobro sprejeli. Če ne bi, najbrž ne bi tega 3-krat izvajali, ne. Verjetno je. Tako razumem jaz to. Ja, okay, če greš spet nazaj v isto gostilno, Tako je. dobro. Recimo, ne. Ja, bi rekel. Ja. Verjetno ne greš pogledati, če še zmeraj to ne. Tako da, glej, je pa res, ko se je ta zgodba postavljala, sem rekel, začeli smo z vozilom, ne, usporedno se je tudi na državni ravni, takrat pa sploh en za drugega vedeli nismo, dokler ni prišlo to delež, da se je dalo pokazati. Tako se je tudi na državni ravni nekaj dogajalo, vendar je ten koncept drugačen. Okay, kje pa razlika? Zdaj, kako jaz vidim, Okay, ja. tam gre pač za eno večje vozilo, kjer je en dobršen del vozila namenjen pametovanju za mizo, tako kot zdaj mi to počnemo. Ja. En manjši del prostorskih možnosti in pa tehničnih možnosti je namenjen radijskim komunikacijam, ampak to so tehnične razlike, to me sploh ne moti. V osnovi pa vidim, da pa organizacijsko ne govorimo istega jezika. Aha, razumem. Tako da, ne vem, smo imeli tudi lansko leto primere, ki se nam je kras dogajal, da sem pač zaprosil za kakšno informacijo še v času, ko smo se mi iz Ljubljane recimo odpravljali, ne. Ja. Pa smo se malo čudno poslušali, ne. Ja, verjetno, da si ti pričakoval. Kaj zdaj hoče ta od nas imeti, ne? Saj, če ne moreš zdaj dati, imaš še eno uro časa, da pridobiš, ne. Ja, razumem. Pa ni bilo. Mogoče ni to samo iniciativnosti, samo zavedanje, ali kako bi rekel. Tudi mogoče res, da EPV je ob nekih manjših dogodkih že bil aktiviran in se mogoče več iz prakse, ne. Pa so bili neki poskusi te zadeve skupaj spraviti, ne. Ja. Ampak dokaz smo prišli, na koncu sem videl, da je bil cilj teh pobud samo ta, da bi kadre, ki tukaj že nekaj počnejo, pa znajo, ne, skušali prekanalizirati tja, ne. Takrat pa čez za to nisem bil. Beg možganov. Ajde, v redu, rečemo tako. Rečemo tako. Recimo. Tako da takrat mi pač se mi ta ideja ni zdela primerna, ne, in smo pač rekli ne. Ja, razumem. Zdaj, na Krasu recimo je bil EPV, pa takrat v Bosni, pa kje v tujini je bil še. Bili smo na Madžarskem na eni vaji, mednarodnega mehanizma civilne zaščite. Potem po Sloveniji bili smo na Hrvaškem na eni vaji, no, v sklopu nekih delavnic. Tako nekaj je bilo, ampak ni pa zdaj to nekaj pretirano. Na brigadi, gasilski brigadi Ljubljana, se pa zdaj pred kratkim, točno ne bom vedel to grozi, ker ti vedel CPV, Center za podporo vodilom. Tako. Kaj pa to, iz katerega vidika je pa pol to prišlo, kaj je bila ideja, samo da fantov ne zdaj bo kombijo, ali je bila ideja, da je mogoče vse to v eni hiši, da iz vidika javne gasilske službe, da imaš nek prostor? No,
Jaz ti lahko povem, jaz ti lahko govorim o ideji, ki je bila meni predstavljena. Ne. Izvoliš. Kaj je bilo res zadnje, ne vem. Ne. Ampak rodila se je ideja, da bi nek prostor v zgradbi oziroma v stavbi Gasilske brigade Ljubljana naredili tehnično identičen vozilo. Ne. In da bi pač v primeru nekih dogodkov, imeli smo poplave v Ljubljani 2010, pa potem 2014, pa žled 2014 in tako naprej, je bilo kar nekaj teh obsežnejših dogodkov. Ne. In dejansko tam se je pokazalo, ne, tam v vozilu so neki razmeroma dobri pogoji, vendar je še vedno rahlo tesnen prostor, ne vem, v zimskem času ogrevanje, ne bomo rekli, da je problem, ampak se veš, to se enkrat se vrata odpre, se zelo odpre, tako naprej. Tako je bila ideja, da bi nekako boljše prostorske pogoje zagotovili v prostorih Gasilske brigade Ljubljana. To je bilo potem realizirano in se mi zdi zadeva v redu. V končni fazi tudi smo fizično zelo blizu s telefonsko centralo, ki sprejema klice, in pa potem ta prostor, se pravi center za podporo Odeno, kjer se oddajajo ti klici naprej s sodelujočimi enotami in kjer se pač koordinira to delovanje. Tam je vedno tudi ten službujoči vodja izmene, nekje blizu, ne. Tako da stvari so bolj na kupu. Ljudje smo predvsem nagnjeni, to je meni zanimivo, kljub vsem tehnološkim možnostim, kjer jaz itak zaostajam za tistim, kar obstaja, ne morem slediti, ampak mi je zanimivo to, ne. Vedno so ideje, to bi imeli, bi imeli, tretji bi imeli, 100 stvari bi imeli, na koncu se pa vedno še najlažje zmenimo takole, ampak za takole mi ga vsega tistega ne rabimo. Tako da, kje je zdaj bistvo vsega? Imeti, narediti, uporabljati, kaj sem kaj ne. Zanimivo. Da ne bomo zdaj preveč temu EPV, pa to pol, zdaj najnovejša enota je pa ta enota za logistično podporo. To je pa po domače povedano kuhna, pa tuš, pa sklep, po domače povedano. To se pa verjetno pol razvili z nekega vidika sklepam, to je pa zdaj moje osebno mnenje, da poudarim to. Moje osebno mnenje in sicer, da kakor vidim jaz to se kaj iz nekega vidika razvili, ok, zdaj imamo neko štabno vodenje oziroma vodenje imamo podelano in potem se kaj malo stopili nazaj in je bilo rečeno, aha, rabimo še ne, fanti morajo jesti, pa lulati, pa tuširati se morajo, pa... A bilo v bistvu to zdaj še bolj mogoče razdeliti sistem oziroma še bolj dodelati ta sistem, bom rekel, ki ga mogoče kdo ne vidi, če ne stopiš korak nazaj, recimo primer, tamle požar v Vižmarjih, ne, pač plenilo, ja. Tako je, zdaj zametki te enote za logistiko so segali že v čas, predno se je sploh začel razmišljati o EPV-ju. Zopet govorimo o delu, ki ni namenjen izključno gasilcem, ampak službam oziroma pripadnikom zaščite in reševanja v mestni občini Ljubljana. Zdaj, začetki so bili taki, da je bilo, ne vem, če bi neke enote nekam šle, so bili neka osnovna sredstva za nastanitev, so že bila prej, se pravi, napihljivi šotori. Možnost ogrevanja šotorov je tudi zadeva, ki je bila že prej. To je vse že, smo že imeli. Predno sem bil povabljen v ta projekt, ne. Se pa neke stvari reševali, kaj jaz vem, takole malo ad hoc, ne, z nekimi pogodbeniki, recimo primer prevoza vseh teh sredstev, ne. Se je najeli neko tovorno vozilo. Vemo, da takrat, ko je neka krizna situacija, je tudi tovrsten servis težko dobiti. Ja, seveda. Tako da je
To mi je, da, koncept pogodbenikov mi je zabaven. Oziroma, to so... Ne, meni je zanimivo, to lahko malo komentiral, malo se pogovoril o tem. Pogodbeniki, ok, vse v redu, ampak po eni strani mi se pogovarjamo, ko je to mirodobno, tam ne bo zdaj povem eno firmo, ne bom povedal firme, ampak recimo ena firma, ki nevarne odpadke odvaža, recimo. Bo prišlo do potresa, bo takrat sem pripeljal en s kamionom, pa ti bo odpeljal nevarne odpadke, ki boš imel tam na nekem delovišču. Verjetno ne. Mislim, ko ta koncept se mi zdi, da se preveč zanašamo na neke mirodobne momente. Zdaj ne bom rekel, da bomo vsak let potres, hvala Bogu ne, ampak... Veš, to je tako, ne. To je verjetno posledica v vseh tranzicijah. Tukaj smo pač imeli pred 32 leti tudi neko tranzicijo, smo se osamosvojili. Pa je nekdo ugotavljal, da so, ne vem, stari sistemi bili dragi pa neučinkoviti. Vsak sistem postane neučinkovit, če ga ne drilaš, če ga ne uporabljaš. Pa tudi za vaje, če ni resnih dogodkov, hvala Bogu. Vsak sistem postane neučinkovit. In seveda potem to je neka famozna ugotovitev s temi pogodbeniki, ki je v nekih zdravih okoljih v tujini, jaz ne zaznavam, ne? Ja, to sem tudi jaz se malo sprašoval, v tujini, ker sem šel. Ne zaznavam tega, ampak dobro prav, da imajo tujci vse prav, ne? Tako je, Tako da, jaz mislim, da se te stvari počasi postavljajo nazaj. Imamo pa zdaj en zanimiv paradoks, ki ga lahko v javnosti zaznamo, ne? Se to ni samo na področju zaščitne reševanja, tudi na ostalih področjih, ne, zdravstvo, obramba in tako naprej. Par dni nazaj sem zasledil, da je Evropa letošnje obrambne izdatke povišala, se mi zdi, za 13%. Ne. Pa te zadeve bo v to smer še šle. Sem prepričan. Pa ne bi se zdaj šel analitika, ker nimam pojma. Poberem izključno tisto, kar ujamem iz medijev. In bomo videli, ne? Zaščitne reševanje, Zdaj pa, ker se te kuhne tiče, to me še zanima. Koliko časa naj bo ta kuhna samooskrbna, oziroma kako to zadeva? V bistvu smo malo začela smo s tem, no. Se pravi, bili so neki zametki že prej. Bila je tudi neka kuhinja, ki je bila sicer na 3 prikolicah, oziroma 4, če pomislim še, da je treba kakšno ropotiro samo peljati, ne. 4 hode. In to pač, niso ravno 4 hodi, v praksi to pač pomeni 4 vlečna vozila, 4 vozniki, bla 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 bla, ne. Preveč ljudi. In pobuda za to je tudi prišla, se pravi, z oddelka za zaščitno reševanje. In smo začeli pač razmišljati ravno o zadovoljitvi teh potreb, se pravi, ljudi nahraniti in jim omogočiti opravljanje osnovnih fizioloških potreb. Prva stvar, s katero se srečaš itak ta, da pač iz nekega higienskega vidika to ne gre skupaj, da morata biti to 2 ločeni enoti. Druga zadeva, ko smo načrtovali, moram reči, za to kuhno so bile ideje, skice, opisi, kaj sem 10 let v predalu. Ker pač ni bilo leta 2010, mislim, da je prišla pobuda, ali pa 2010, no, je prišla pobuda. Zelo hitro sem se lotil z veliko vnemo, ampak potem je imel vedno nekaj drugega prednost in je pa zadeva čakala. Tako da v letu 2020 smo potem to realizirali. Mogoče bi lahko le izpostavil, ne? Imamo v naših vrstah, se radi pohvalimo s tem, da imamo strokovnjake različnih profilov. No, ko sem z tega profila iskal support pa pomoč pri teh ljudeh, nisem nič kaj pametnega dobil, ne. Dobil sem milijon vprašanj. Recimo, ne, v tem smislu, kako se je pa zdaj kar naenkrat najdu za to, ne. Kje pa to parkiram, kakšne barve pa bo, ne, mislim, balast, za moj vkus balast, ne.
Tako da sem potem odlično sogovornico najdel v predstavnici slovenske policije, Okay. ki me je tako v 5 minutah me je dobro skloftala. Imaš kakšno skico? Sem rekel, imam, to je to, kaj je to, kaj je to, kaj je to, to je to, tle moš to, koliko je to veliko. To prostora boljše ne more biti, hvala lepa, zdaj pa 5, ker nimam več časa se s tabo obadati. In to je bila zame ena taka potrditev, da nismo mogli streljali v meglo, ne. In smo pa s tem nadaljevali. Zavzeli smo v bistvu vse Če si rekel, si prej policije ali vojske? policije. Aha, okay. Potem smo pa s tem nadaljevali. Zavzeto je noter vse tisto, kar je bilo prej na tistih 3-4 prikolicah. Okay. Tako da imamo zdaj, stara kuhna je še ostala in ima zdaj tudi svoj namen. Okay. Ni več v prvi vrsti namenjena temu, da jo vlečeš na teren, ampak ima svoj namen in je ravno tako del sistema. Zdaj ta je pa pač, ima seveda neke svoje omejitve, ne, normalno. Koliko lahko ljudi nahraniš? Ja, zdaj kapaciteta je tam od 120 do 150 obrokov. Na koliko časa? Se pravi za en, kot pa sem rekel, za en hod, a ne? Za en hod. Recimo za kosilo, za en obrok. Okay. Ampak tukaj je nekoliko uro oni lahko skuhajo, no 8 ur nek obrok. Ne, oni lahko skuhajo to, ne vem, na 4 ure. Če je pa treba vedeti, nekih gastronomskih dosežkov se tam ne bomo šli na terenu, ne. Ja, to se pač počne v mirnem obdobju, pa imate ogromen restauracij z ogromno zvezdicami, takimi in drugačnimi. Tako da jaz predlagam, da to tam se izkoristi, ne. Smo pa, ne vem, kam bo šla zadeva v bodoče, ampak v tej začetni fazi, ljudje smo pač taki, kakršni smo, a tega pa nimate, a tole pa preveč, a pa treba, tako da smo se potem odločili imeti 2 menija, ne. Ješ ali pa ne ješ, to je. Skratka, vse je boljše. Vsi se radi pogovarjamo, bil je izreden dogodek. Ampak se grozno težko prilagodimo, da v izrednem dogodku se pač treba obnašati tudi izredno. Ne moramo se zmišljati vsega tistega, kar se lahko zmišljujemo doma. Je pa še nekaj res, ne. Doma se običajno ne zmišljujemo, ker gre z našega žepa. Rajše se zmišljujemo pri tebi, recimo, kaj jaz bi. To gre se kar skromno. Tako, ja, vedno je to. Ok, dobro, kuhna, več sej, to smo približno obdelala. Zdaj pa še iz tega vidika, ti si vodil, oziroma vsaj bil v vodstvenih funkcijah na več intervencijah, akcijah, gasilskih, kakorkoli. Pa me zanima, kaj so 3 stvari, ki si jih naučil skozi leta, bom rekel, od gasilca do zdaj neke bivše funkcije, zdaj spet nazaj v gasilca, ne, si se nazaj iz pepela, prideš iz pepela, popel se povedno, še to pravi. Nekaj takega. Ampak, kaj si se naučil, v bistvu, neke 3 nasvete, ki bi jih dal mogoče, ne zelo vodstvu, ampak nekomu, ki se tudi spopada s tem, da pride na neke vodstvene funkcije, na kaj treba paziti, pa te mu mogoče noben ni nikoli upozoril, ko si sam gotovo, da treba paziti, ne. A je to mogoče, da ne vem, da je folk prej lačen, kot po 4 urah, mogoče nekaj treba misliti. Mislim, tako nekakšen tako zadevo bi. No, da še začnem, ne. Na svetov ne dajem, če me nekdo po njih ne vpraša. Tako da to zdaj ne bo kot na sveta, ne, lahko pa to zgolj moje dognanje, izkušnja. Skratka, kaj si se naučil? Zagotovo je ena zadeva, da skok na glavo ni pameten, ne? Ampak vedno večkrat zastani, ne? Ker se enkrat skočil, ne boš nazaj. Se pravi, premišljene aktivnosti, ne? Vedno pomisliti, kakšne posledice lahko moja odločitev ali pa naša odločitev prinese. Ker nikoli niso posledice samo ene vrste, nikoli niso samo dobre, ali pa nikoli niso samo slabe. Vedno je to kombinacija, ne. Kaj tehnica? Druga stvar, na velika mera empatije pa razumevanja mora biti, vsak med nami ima svoj karakter,
je po svoje občutljiv na neke zadeve. Skratka, ne moreš lik do vsakega enak biti. Malo prilagajanje. Včasih je pa kakšnemu treba pač povzdigati glas, včasih je pa kakšnega treba pobožati po domače povedati. Razumem. Še tretje. Še kakšna zadeva, kaj pa jaz vem. Mogoče, ne vem, iz vidika, ne vem, v praksi, da si kaj videl, ne vem, da imaš vedno, da bi za nekaj poskrbel, pa ni poskrbel, pa si zmer mogel sam. Ja, načrtovanje, ne. Zdaj, ja, to načrtovanje je tudi taka zabavna, ampak potrebna zgodba, ne. Zdaj, recimo, no, če se ravno vrnemo malce na temo, ki smo imela prej, se pravi ta turistična oskrba, ne. Logistika ni nikoli, se pravi, korak v prvem delu, v prvih trenutkih, ampak je zadeva, ki se začne potem, ne vem, po 2, 3, 4 urah, ne. Vsaj začeti bi se že nekako mogla po 2, ne. Ja. Zato, ker potem imaš, seveda, danes imaš ljudi, ne, ki ti znajo na uro gledati, ne. 4 ure smo tukaj, ne. Zdaj bo treba, danes je pameten, včeraj, ker ni bilo nič, je bilo kar v redu, ne. Ja. Tako da, te prehodi so tako zanimivi, ne. Mislim, strahotno hiter se upametimo, ne, ker je bilo kaj tazga, ne. Pa lahko še, kaj ti gre pa najbolj na živce, kad ti nekdo, kaj je stvar, ki najbolj noče slišati, ko ti nekdo pride na intervencijo in ti pove eno najbolj nepomembno informacijo, ali pa mogoče iz prakse, kakšno prigodo, da si, ne vem, da ti je kdo prišel povedati, da gori zelen avto, recimo. Ali pa mogoče, ne vem, da je v Bruslu dež, mi smo pa v Ljubljani gasili, ne vem, mišljujem se zdaj, ampak če imaš kakšno tako anekdoto. No, zdaj s tem dežjem v Bruslu si me spomnil na neki, ne, na eno prigodo v domačem društvu, ne vem, neki smo se popoldne dobili, neki smo počeli tam v garažah, ne, in potem sem jaz po kakšnih 2 urah, recimo, so šel ven enega pržati, domač povedati, ne. No, in pa šel še nekdo za mano, jaz stopam ven in rečem, lej, ka se dežvati je začela, ne. No, in tak je za mano stopil, ven vzame telefon iz žepa, malo pogleda po aplikaciji in reče, pa res, ne. Mislim, zdaj jaz ne vem, kako je s tem pri tebi, ampak meni gre to na živce, da moraš v telefon pogledati, kad ti na glavo kaprat, ne. Da res dežuje, to je meni, ne. Teh stvari pač ne sledim, ne. Mogoče je to danes normalno, ampak pač ne sledim. Drugač pa, ja, kar se tiče pa tega, kaj do tebe pride, ne. Zdaj, treba se tudi zavedati, tudi to je del te mogoče empatije ali pa zdravega razuma. Treba je vedeti, da vsak, ki nekaj dojema kot problem, kot težavo, mu je v tistem trenutku to najhujša težava, ne. Mogoče za nekoga drugega to tako, ne. Ne, mi zdaj težiti boš čez 1 uro, ne, ampak njemu v tistem trenutku tako pomemben. Tako da, če najdeš pot, kako vsaki taki zadevi prisluhniti, pa mogoče nekaj za to narediti, si zmagal. Če najdeš možnost, ne. Ali pa da vsaj to ne odlagaš, ne vem, za 2 dni, ampak mogoče samo za pol ure, ne, potem si zmagal, ne. Se pravi, da si tudi njemu takrat prisluhnil, pa da si mu nekako šel nasprot oziroma skušal pokazati neko možnost, ne, po kateri bi se lahko lotil te svoje težave, ne. Če ti to uspe, si zmagovalec, pa ne uspe vedno, ne, ampak. Ja, seveda ne more. Če ti, mi, komorkoli od nas. Tako da, približno tako to je. Zdaj se počasi proti koncu približujeva, vidim, da smo že minutažo tam. Tudi kamera je verjetno že crkvena, ne? Ja, ena še del. Zato so 3 kamere, ena zmer del. No, v glavnem, kaj sem te hotel vprašati? Še iz tega vidika vodenja, pa v bistvu, ko si nekaj zdaj zapustil, v bistvu, vodstvenih funkcij, kako se bom izrazil. Kaj
če bi imel še en mandat, kaj bi še naredil? To je zelo tako vprašanje. Pa ti bom pol naslednje še postavil. Okay. Zakaj ti je zmanjkalo časa? Evo, tako? Ne, tole moramo razčistiti. Okay. Teh funkcij nisem zapustil, ampak mi je potekel mandat. Okay, fair. To je ena zadeva. Okay. Druga zadeva, zakaj se nisem odločil, da bi se naprej s tem ukvarjal. Oziroma, ali pa kandidiral za nekaj. Ne? Sem bil v tvojih letih, v mlajših letih, sem reagiral približno takole. Tle imamo neke maršale do smrtne in ne vem kaj, se grejo tole pa generali pa ne vem kaj. Fino se v življenju da je spomniti česa tistega, kar s pred 30 leti ustrelil, ali pa izjavil. Okay. In če ti to uspe, potem pomeni, da si ostal sam sebi zvest. V bistvu imamo ti, kad danes ljudje strahotno menjajo barvo, vreme in ne vem kaj, glede na trenutno situacijo, ker smo pač nagnjeni k temu, da kje bom bolj skozi prišel. Moj mnenje je bil takrat tak in je še danes tak. Prišel je čas in tle nema več kaj početi. Smo zmenili. Kar se tiče pa idej je bilo pa še kar nekaj, oziroma so še, ampak nekaj jih mora tudi v polico. V polico zgodovine, veš. Je pa tako. Me nekaj ljudi vpraša, kaj sem zdaj počel, sem crknil dolgega časa in tako naprej. Tako da projektov je še kar nekaj, ki se jih lahko lotim sam, za svojo dušo. In se jih tudi lotevam. Recimo, če bi... Tako da, zdaj zelo nerad govorimo naprej o nekih zadevah, ki niti še niso postavljene ali pa še niso v delu. Se pa par stvari, nekaj je bilo tudi pobud, bom rekel, ljudi, s katerimi sem si bil, ali pa sem si še blizu, kakorkoli. Tako da, nekaj idej je še. Pa lahko je bolj konkretno nakažeš. Pa lej, ampak se zmedla, da bova to takrat, če bo zadeva sploh dosti nedačna. Evo, pa bomo takrat to vrgli na mizo. Skratka, skrb, da bi bil sam se pod več, ni na mestu. Za enkrat ne. Jaz samo upam, da bo zdravje držal in to. No dobro, to pa verjamem. Ok, mislim, da so prvi konc. Hvala lepa, ker si bil gost. Mislim, da nekaj so povedali. Hvala lepa za zadnje vprašanje še mogoče. Kaj bi dal, kakšen nasvet bi dal, bom se to izrazil, YouTube gasilcu, ki mogoče to gleda, pa bi želel biti dober operativni gasilec, mogoče tudi tekmovalec v gasilsko-športnih disciplinah. Ne vem, koliko imaš izkušnja. Moram reči, že to težko vprašanje zame, YouTube gasilc, kaj je že to, ne? Ja, to so te fraze zadnje cajte poznane. Skratka, zavedati se je treba, da realnost ni nikoli taka, kot jo vidimo v filmih, kot jo vidimo na slikah. V končni fazi tudi, kot jo preberemo v člankih. V vseh člankih je zadeva vedno izpiljena, da deluje zelo idealno, nikjer pa ni navedeno, koliko je bilo tega, pa po koliko štengah spadlo, da do tega prišel. Tako da vsakmu bi svetoval, če se lahko tako rečemo, vztrajnost. Namreč stvari ne grejo na hitro. Danes opažam, sploh pri mladih generacijah, tole bi se jaz zdaj šel. In potem se mi eno leto ali pa par mesecev nič ne dogaja, adijo, grem se nekaj drugega. To so prekratki časovni roki, da bi človek, nekaj naredil, nekaj dosegel. Je pa res, povezavi s časovnimi roki, meni čas teče drugače. Jaz sem v teh letih bolj počasen in pač rabim več časa, da nekaj naredim. Tako pa če, drugače pa sem prepričan, da vztrajnost se obrestuje. S to modro mislijo. Bo zaključilo pogovor. Hvala, da ste bili moj. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.